Mislim, da sem včeraj odkril nov naravni pojav na Zemlji. Upam, da ni še ena politična debata. Ne, nekaj še bolj nenavadnega. Vaši novinarji. Kaj pa so naredili sedaj? Opazoval sem, kako so leteli na letališče, ko so se ljudje vrnili iz Dubaja. Aha, tista evakuacija. Nisem vedel, da je to tak velik spektakel. Za kamere je vedno. Videl sem mikrofone, kamere, ljudi, ki so tekali po letališčih. Voda je pristala nova vrsta Nezemljanov. Pa niso, samo Slovenci iz letala. In potem sem videl enega mladega človeka, govoril je zelo resno. Naj uganem, sendvič. Tako je. Rekel je, da je preživel 34 ur samo na sendvičih. In internet ga je takoj posvojil. Na mojem planetu bi to pomenilo, da si imel zelo dober dan. Pri nas pa očitno skoraj humanitarna kriza. Ampak potem sem pa videl še nekaj, kar me pa popolnoma zmedlo. Kaj pa? Na istem letalu je bila tudi ena vaša, kako temu rečete, influencerka. A tista, ki je video snimala? Da. Med snemanjem se je pačila v kamero in si umazala neko kremo po obrazu. Ja, v Sloveniji sem, tako da dej, da vas malo updateam. In zraven razlaga, da je prišla v Slovenijo samo zato, da si uredi podaljške in da gre tako nazaj v Dubaj. Uspelo nam je priti za tile 2 dni, ker so oba imeli ene stvari, ki so jih rabila narediti. Ena izmed teh stvari zame je bila tudi, da sem pogledal nove podaljške. So my hair is fresh now. Ta situacija tam se še vedno dogaja. Nama je uspel priti sem za tistim slovenskim letalom. Tukaj za 2 dni, ker sem rabila stvari zrihtati. Na podaljške sem šla, sem šla tudi na trepalnici, ker je začela delati trepalnice, tako da sem nazaj na umitih trepalnicah. Dobrodošel v svetu socialnih omrežij, Vesa. In potem je rekla še nekaj zanimivega, da so stvari tam precej drugačne, kot jih opisujejo vaši mediji. Tudi to se pogosto zgodi. Torej, naj povzamem. Na letališču imaš enega človeka, ki postane viralen zaradi sendvičev, influencerko, ki med krizo snema njegov obraza, in novinarje, ki lovijo izjave kot šport. Ja, to je približno povzetek. Potem pa sem slišal še nekaj, da nekateri zdaj razlagajo, da je internet kriv za psihično stanje tega fanta. Na vašem planetu imate zelo zanimivo logiko. Povej, nekdo nekaj reče pred kamerami, milijon ljudi to vidi, potem pa so milijoni krivi. Včasih res tako izgledajo. Ksenija, mislim, da sem končno razumel vašo civilizacijo. Planet, kjer lahko ena izjava o sendviču postane večja zgodba kot letalo.